V ponedeljek 19. marca 2012 se je v avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah odvijala pravljična urica Simono. Naslov pravljice, ki so jo otroci z veseljem prisluhnili, je bil Pika Pikapolonica. Veste, kaj je mamica naročila? Da veliki žabi se ne sme približati, kajti če je žaba lačna, veliko je Pikapolonica. Ampak če Pika Pikapolonica ne bo šla k žabi in ji pokazala svojo izbico mamice, ne bo nikoli izvedela, ali je žaba mogoče videla njeno mamico. Zato je pogumno odšla do velike žabe. Oprostite, gospa žaba, je rekla Pika Pikapolonica, ali ste mogoče videli mojo mamico? In je pokazala izbico svoje mamice. Čudovito izbico si narisala, ampak veš, nisem videla tvoje mamice, je zaregala žaba in skočila v mlako. In ravno podaj je iz vode popukala vidra. O, gospa vidra, je rekla Pikapolonica, vi ste mogoče videli mojo mamico. Pokazala spet izbico svoje mamice, ampak tudi gospa vidra ni videla mamice. Zato je Pikapolonica odšla žalostna naprej. Sploh ni vedela, kje še naj išče svojo mamico. Posedla se je tako kot malo gobico in začela takole smrkati. Pa zakaj nisem ostala na svoji lepi beli marjetici? In še enkrat je pogledala izbico svoje mamice in rekla, pa saj sploh ni tako lepa, grda je. Nisem jo lepo narisala in zato jo živali tudi niso mogle prepoznati. Začela je jokati in raztrgala svojo lepo izbico na 1000 koščkov. Tedaj pa je zaslišala glas. O ne, ta čudovita izbica, upam, da je nisi raztrgala. Pika Pikapolonica se ozrela nazaj in koga mislite, da je videla? Najprej je videla veliko vidro in tvojo mravljico in čmelo in kačjo hostirico, veliko zeleno žabo in seveda tudi svojo mamico. Ravno takšno, kot jo je narisala. Imela je 5 velikih črnih pik in ruto na glavi. Tedaj pa je mamica Pika Pikapolonica močno dobila in je nekaj čisto tiho zašepetala v uho. Veš, moja zlata Pika Pikapolonica, ker si narisala tako čudovito izbico, se tvoji novi prijatelji so jo našli in pripeljali s seboj in skupaj sta z roko v roki mamica in Pika Pikapolonica poleteli pod nebo. Po končani pravljici so se otroci skupaj s starši posedli okoli mize in pričeli z izdelovanjem končnega izdelka. Iz kartona so z idejo, pomočjo in navodili pravljičarke izdelali okvirje z motivom Pikapolonice, na sredino pa narisali sliko svoje mamice, kar bo čudovita pozornost za bližajoči se materinski dan.